Dobrodošli. Evo, tako kot vsak mesec nadaljujem pravzaprav za svojimi webinarji. Torej, zadnji webinar je imel naslov, kako se pripraviti na novo leto oziroma zaključiti staro leto. In seveda tukaj nadaljujemo, seveda hkrati je pa glavni naslov, kako ostati zvest samemu sebi. Namreč, res, da se še vas ni vseh prijavljenih, ampak bomo potem vsem tudi poslali linke. Torej, vsi, ki ste pa zdaj online, pa lahko potem v živo sodelujete. Torej, nazadnje smo pravzaprav govorili, da gre za proces zaključevanja. Tako kot v bistvu se mi od nekoga poslavljamo, kot nekaj zaključujemo, tako pravzaprav tudi zaključujemo leto, na katerega se na nek način pripravljamo oziroma pripravljamo na novo in poslavljamo od starega. Seveda, najhujše je, ko se nam zgodi šok, ko nekdo umre, ko moramo nekaj hitro zaključiti, če pa vemo, da se lahko na nekaj pripravimo, se pravi, da nas nekaj čaka, potem je pa se ne zgodi šok, ampak se stvari res počasi zaključujejo. No, in ravno o tem bomo govorili. Zakaj sem pred enim mesecem začel o tem govoriti? Zato, da ste vi imeli en mesec časa razmišljati o tem, od česa se pravzaprav posloviti. Torej, kaj je bilo tisto, kar v letu 2025 ni bilo ok za vas, kaj je bilo tisto, kar vas je obremenjevalo, kjer se niste dobro počutili. In vse to je proces. Mi se pravzaprav moramo v neki situaciji počutiti dobro, oziroma dobro. Kaj to v osnovi pomeni? Se pravi, ko na nek način ne čutite več, da nekaj sodi v vašo bližino, pomeni, da je čas, da se poslovite. No, ampak, ker ko je nekaj dolgo v naši bližini, predvsem 2 leti in pol, pomeni, da postane del naše navade, del našega nekega rituala, torej hrana za psihološke smeti, o katerih torej ves čas govorim. No, in te psihološke smeti, ko jim vzameš hrano, postanejo, oziroma mi to čutimo kot nemir, slabo počutje in se potem takih stvari ne želimo od njih posloviti. Kar na nek način pomeni spet nazaj v staro energijo oziroma se ponovno začnemo vrteti v enem in istem krogu. No, če pa imamo mi dovolj časa, da se o nekih stvareh začnemo razmišljati, da se bomo o njih poslovili, potem pa damo našim možganom informacijo, da so te stvari, ki nam jemljejo energijo, kar pomeni, da možgani nimajo zaradi določenih stvari, navad, oseb, dovolj kisika, dovolj zdrave krvi oziroma imajo manj energije, potem bojo pa možgani sami začeli te stvari odklapljati. Ampak jim moramo to povedati pravočasno. Zato je pomembno, da mi v novembru začnemo leto zaključevati in na nek način tudi pripravljati novo leto, se pravi že proti koncu novembra. Najprej pa moramo seveda pospraviti stare stvari. In seveda pospravljanje je pravzaprav v osnovi miselni proces, torej odstranjevanje psiholoških smeti, vse tisto, kar nas je nekako morilo v preteklem letu, vse to bomo potem tudi peljali oziroma brez tega poskušali živeti v naslednjem letu. In seveda, ko planiramo naslednje leto, je seveda lahko več poti. Eno so tiste naše želje, kaj si pravzaprav mi želimo doseči v novem letu. Nekateri se zatekajo k astrologom, da jim naredijo v bistvu astrološko karto, kaj jih čaka, ampak v osnovi so to dejansko zunanji dejavniki. Pomembno je to, da kaj mi pravzaprav čutimo. In danes se ne bom toliko vrtel okoli tega, kako pravzaprav spoznavati samega sebe, ampak predvsem kako biti zvest samemu sebi. Namreč, če samo obnovim,
S tem, ko mi vsa 4 telesa na nek način enako vzdržujemo ali odkrivamo, torej odkrivamo, kaj je nam všeč na področju telesa oziroma prehrane, v čem uživamo, katera intelektualna storitev ali pa dejavnost, katera čustvena komponenta, kje se mi zabavamo, na kak način se zabavamo in seveda tisto, kar nam povzroča notranji mir. In ko mi enkrat v tem dinamičnem krogu začnemo odkrivati te svoje pozitivne strani, se nam začne ta zunanji krog zapirati. Namreč, mogoče se bo malo dotaknil tega, kar se je v preteklih dneh dogajalo po slovenskih medijih, kar dobesedno naenkrat je izbruhnila neka novica oziroma komentarji o meni popolnoma neresni in seveda to je bilo ravno v času, ko sem šel skozi neke vrste promocijo svojega Sirius Personal Transformation, kjer sem na vseh socialnih omrežjih, torej Facebooku, LinkedInu in Instagramu delil moj vsaki dan. No in tam v enem 30. dnevu naenkrat pride novica, kot da sem ne vem kaj. In tisto večer, ker sem seveda vedel, da bo to intervju z mano, seveda jaz mislil, da bo to 30 sekund, pogovarjali so se 32 minut, in naenkrat to postala ena reportaža dolga oziroma skoraj dokumentarec dolg 20 minut. No in takrat seveda tam veliko nekih laži in to je bilo pač moje soočenje, kako pravzaprav sem si dejal, ja, to je pa zdaj najbrž test tega, kar pravzaprav promoviram. Ali bom jaz to preživel, pomeni, bom lahko tudi naprej delal to, kar pravzaprav počnem že 25 let, ali pa sem popolnoma na napačni poti. No in kako sem jaz pravzaprav preživel teh 14 dni od te novice in še vedno traja. Lahko rečem, da v sebi relativno mirno. Največ mi je pri tem seveda pomagala narava, to, da sem v bistvu ali šel vsako jutro na sprehod ali imel kako telesno aktivnost, predvsem pa gost. Torej, pomembno je bilo to, da sem naredil nek zdravi ritem. In to je tudi pomembno za vas. Predvsem pa sem se ukvarjal s tem, sem rekel, ok, to je ena zelo dobra situacija oziroma če lahko rečem temu zgodba, kjer bom hkrati videl, kaj paše v moje okolje, pa kaj ne. Spravi, bo šlo vse tisto, kar enostavno tudi mogoče sam nisem hotel spustiti in je na nek način samo odišlo. Govorim o osebah, o situacijah, materialnih stvareh in seveda podobno. No in tako dejansko lahko povem, da nisem sploh na te medije reagiral, seveda tu pa tam sem kaj napisal, sem enostavno pustil, da grejo vse stvari mimo, naj se vse slabo odnese in iz tega pač tudi nastal ta naslov, kako ostati zvest samemu sebi. Kaj sem jaz v teh bistvu dneh pravzaprav počel? Tako kot sem rekel, če je bilo le možnost, sem bil vsak dan v naravi oziroma vsaj šel vse neke aktivnosti. Predvsem je pa bilo pomembno to, da sem vsaki dan si jaz konec dneva zapisoval. Namreč meni so učitali, kako je možno, da nekdo napiše več kot 300 knjig, točna številka je 498. To je pa zaradi tega, ker, in to je tudi praksa, ki jo prodajam ali pa podajam naprej, je to, da jaz od svojega 10. leta vsaki dan nekaj napišem. Tam po 15. letu je postal to neke vrste ritual, da jaz konec dneva, tako kot se pač stuširam, konec dneva vedno nekaj napišem, v obliki tega, kar sem čutil tisti dan. In ko 40 let tako nekaj pišeš vsak dan, se nabere ogromno gradivo. In zato je takšna številka knjig in seveda veliko neobjavljenega materiala še počaka. No in to je pravzaprav odgovor na tisto, kako sem jaz preživel te dni. Preživel sem jih ravno zaradi tega, ker sem vsak dan konec dneva za sabo pospravil. Torej, karkoli se nabralo ta dan, nisem nesel v naslednji dan.
ampak sem dan zaključil na ta način, da sem ga napisal v obliki čustev, kaj sem čutil in kaj pravzaprav želim z vsem tem doseči. Torej, kar pa mi je bilo pravzaprav najbolj pomembno, da skozi vse te neke dnevno brskanje po spletu pravzaprav vidim ogromno polno motivacijskih misli. In potem sem se vprašal, glede na to, da posamezniki to delimo, kdo od tega pa to dejansko živi ali pa to čuti. In tukaj sem pravzaprav videl, kako močno je tisto, kar smo sami napisali iz svojega doživetja. No, in te moje misli, kar sem dejansko pravzaprav opisoval, so izhajale iz samega mene. Najbolj pomembno, kar se mi pa je zdelo, je pa to, da stvari, ki jih nočem več v svojem življenju, da jih enostavno neham izrekati. Torej, bivši partnerji, vzroki, zakaj se mi je karkoli zgodilo, je s tem zaključeno. Torej, vedno živim samo od tega trenutka dalje in poudarjam svoje stvari, katere hočem imeti v svojem življenju. Na ta način bom jih tudi priklical. No, in na ta način se je v bistvu meni začela zgodba obračati navzgor, ker se nisem več ukvarjal z preteklostjo. Torej, nisem več nekih bremen, čustev ali kakorkoli vlekel nazaj. Torej, najpomembneje je bilo to, da nikoli več ne izrečem stvari ali govorim o stvarih, ki jih nočem več v svojem življenju. Hkrati sem si pa nekako, čeprav je mogoče to bila malo potuha, da morda pa nekdo na koncu te moje izkušnje čaka na mene, spravi me zdaj opazuje, ali bom in na kak način bom to preživel. In seveda potem čaka nagrada pač v neki drugi obliki. Pa ne govorim o tem, da sem vrgel v kakšno politiko, ker ravno zdaj me pravzaprav najbolj za politiko povezujejo. Nikoli nisem bil aktivno v politiki, kvečjemu sem dajal support političnim idejam oziroma določenim rešitvam. Torej, pravzaprav ves čas vsem, kar pravzaprav govorim, je pa dinamični model vodenja. Torej, to je pravzaprav dinamični model vodenja sem začel pravzaprav razvijati že relativno hitro, spravi v času, ko sem začel se z zaposlovanjem ukvarjati, prej sem delal kot učitelj fizike in potem naenkrat čez noč postal podjetnik. Podjetnik sem postal zaradi tega, ker pač je država zahteva neko pravno obliko. No in seveda, ko postaneš podjetnik, ne dobiš ravno navodil, kako voditi podjetje, kaj vse rabiš, ampak edino znanje, ki sem ga imel v vodenju, je bilo pravzaprav iz narave, se pravi, kako narava vodi svoje stvari in seveda iz pedagoške fakultete, kako voditi različne karakterje k istemu cilju, torej kako podajati znanje. No in iz tega se je potem začel razvijati dinamični model vodenja, ker jaz sem začel voditi podjetje, tako kot bi podjetje vodilo narava. In dejansko, če pogledamo v sam kompleks narave, naprimer gozd, gozd je ena taka celovita zgodba naravnega podjetja, kjer imamo vse, od pogajanj, skladišča, vseh možnih procesov. Kar je pa najbolj pomembno, gozd ima prirastek, kar lahko primerjamo z dobičkom od 3 do 8% na leto. Seveda pod pogojem, da je toliko sam sebe očistil znotraj. Torej, v naravi ne obstaja dobiček. Obstaja samo razlika v tem, koliko smo izkoristili notranje rezerve. In to je poanta dinamičnega modela vodenja. Se pravi, nimamo dobička. Zato, ker v
narava je končna in nastane, zato ker če mi na svetu ali pa na zemlji proizvajamo smeti, ne pomeni, da zaradi tega zemlja težja. Mi samo iz ene oblike preoblikujemo material v nekaj drugega. No, enako je tudi pravzaprav v naši mentalni obliki. Torej, s tem, ko si mi proizvajamo te psihološke smeti, jih ne pomeni, da na novo nekaj ustvarjamo. Mi pravzaprav prenašamo informacije od drugih. Kopiramo druge, kako se oblačijo, kako govorijo, njihovo početje, kdo so oni, in dejansko s tem mi pravzaprav prevzemamo njihovo identiteto, a v osnovi pozabljamo sami na sebe. Torej, če obnovim, kako pravzaprav nastajajo te psihološke smeti. Mi, ko se rodimo v bistvu, naš potencial je zelo čist. In potem, ker imamo zraven to našo kamero, oziroma ki ga imenujemo ego, naš varnostnik, on opazuje, kako živijo naši starši, torej naša avtoriteta. Če oni živijo to, kar čutijo, potem mi ne bomo imeli dobene blokade na našem potencialu. Vkolikor naša okolica oziroma naši starši živijo to, kar drugi rečejo, oziroma pravili drugih, bomo dobili blokado na naš potencial in s tem se pravzaprav naša osebnost in spoznavanje samega sebe ter razvoj zaključi. No, in na ta način mi potem začnemo v bistvu prevzemati življenje ali pa življenjske scenarije ostalih in tako kopičimo te psihološke smeti. Torej, na nek način jemljemo energijo drugim, ali to, kar v večini poznate zgodbe energetski vampiri. No, in zato, ker pa seveda tudi, če smo mi energetski vampiri, nam v nekem trenutku začne to presedati. Mi tega pravzaprav ne moremo ves čas imati energijo od drugih, zato ker druga energija ne paše v našo fizično in mentalno telo, kaj še v čustveno. In potem to naš potencial v nas se začne prebujati, ko je teža na njem prevelika. In to seveda potem čutimo kot določeno breme, nekateri kot težka čustva, nekateri kot fizična bolezen, nekateri to začutijo kot neke težave iz okolice, ne razumejo me in podobno. Torej, še enkrat, karkoli počnemo, je vedno odraz neke naše notranjosti. In če se zdaj jaz pogledam, kaj se meni zunaj dogaja, potem bi rekel, da sem jaz katastrofa. Ne glede na to, da 25 let učim, kako se postaviti sebe, kako moramo biti notranje čisti. Iz tega bi rekel, da v bistvu imam v sebi en kup smeti. Ja, na nek način jih imam. Namreč, jaz sem vso svoje življenje razvijal poslovni del, kako preživeti. Razvijal sem poslovni model, torej to, kar danes imenujem dinamični model vodenja, in okoli tega se je pravzaprav zgradilo moje celo življenje. Torej, zadnjih 30 let sem dobesedno živel poslovni svet, oziroma bi lahko temu rekel, da je podjetje ugrabilo moje življenje. In dejansko vse, kar sem pravzaprav zgradil, je dejansko moja kariera, oziroma jaz z samo kariero. In zato se mi je točno ravno v tem obdobju to zgodilo, da ker je pač to očitno bil moj najšibkejši člen ali pa najmočnejši, mediji ali pa okolica, ravno vse, edino, kar sem pač imel, je bilo moje znanje, vsi uspehi so enostavno uničili. No, ampak seveda niso uničili, zato ker sem to pravzaprav zgradil sam oziroma postavil trdne temelje, je pa zaradi tega vse ostalo trpelo, česa pa nisem postavil. Torej, nisem imel nič osebnega življenja, moje telo je zaspalo, torej premalo fizično aktivn, nepravilna hrana oziroma nezdrav način življenja, če gledam iz tega. Notranji mir je bil za mene pisanje, torej spet je šlo k nekemu poslovnemu delu
in da v čustvih pravzaprav ne govorim, ker jaz sem pravzaprav bil očitno toliko introvertiran oziroma zaprt sam v sebe, da je moje veselje bilo tisto, kar sem pravzaprav ustvaril v svojem laboratoriju oziroma v svojem malem svetu. No, in zato se mi pravzaprav je v tem trenutku vse to zgodilo. Seveda to ne pomeni, da moram zdaj kar pustiti pa reči, tako prav je, ne. Tu je pa zdaj moram pravzaprav skozi svojo energijo, ki jo imam v sebi, in z vsemi temi deležniki, torej ta metoda Sirius Personal Transformation, pokazati, kako se pravzaprav izboriti za svoj prav oziroma samega sebe. In seveda vse te podtikanja nekako prerastem. Torej, pomeni, da sem zvest temu, kar sem učil in gradil 25 let. In na ta način pravzaprav jaz nadaljujem to svojo pot, pomeni, da sem zvest samemu sebi. Ampak, da lahko ta zvestoba samemu sebi tudi ostane in je vedno močnejša, sem v zadnjem obdobju moral vključiti zelo intenzivno telesno aktivnost, spremeniti sistem hrane, oziroma prehranjevanja, zato sem potem tudi v vse te svoje zapise pisal, kaj danes jem, oziroma kaj jem drugače, ne. V naslednji fazi sem zelo spremenil intelektualno smer, torej veliko manj sem začel mogoče pisati raziskovanja, ampak sem začel pisati veliko bolj praktičnih stvari, se pravi, da zdaj za vsako knjigo nastajajo delavnice oziroma delovni zvezki, zato da bo komu drugemu še to jasno, kaj pišem oziroma kaj delam. In seveda na drugi strani je ta čustvena komponenta, da sem začel uživati še v čem drugem, ne samo v tem, kaj pravzaprav sem dejansko počel oziroma ustvarjal, in na koncu, da nisem notranjega miru našel samo v svojih knjigah oziroma v svojem laboratoriju, ampak predvsem v naravi. Torej, narava je dejansko tista, s katero sem jaz začel razvijati dinamični del vodenja, torej iz fizike. In dejansko sem vso to zgodbo zgradil iz narave, nisem pa tega pravzaprav živel. No, in v tem obdobju zadnjih 25 let, ko je začel zmanjkovati življenjske energije, se je meni dejansko tam od meseca maja začelo dogajati to, da če še bom živel tako, kot živim, se septembra enostavno ne bom učakal. Torej, tako sem imel tudi vizijo, da bom enostavno umrl. In tako sem mogel neke stvari dobesedno prerezati na ta način, da sem pogledal, kaj je tisto, kaj meni jemlje energijo. Mogoče to navzven izgledalo zelo egoistično, ampak v osnovi bil to edini korak, da sem tudi sebe in na nek način tudi druge rešil, da sem se odmaknil od vsega. Ne glede na to, kako je pač to izgledalo vzven. Seveda je v zadnjem mesecu nastala, bi rekel temu nekdo, da je padla bomba in je vse skupaj raztrešilo, raztrešilo je vse, kar je bilo na trhlih temeljih. Edino, kar je res ostalo, je bilo to, kar sem gradil 25 let. Torej, na nek način sem zvest svojemu znanju oziroma vsemu temu. In zato je to, kar vam bi pravzaprav rad podal v tem svojem webinarju oziroma v našem pogovoru, ki ga bom seveda zdaj odprl tudi za vse ostale, je to, da to, v čem najbolj uživate, je vaša stalnica. To je izraslo iz vas, to je vaše poslanstvo. In temu bodite zvesti. Ampak da bo to ostalo trdno, začnite podpirati svoje telo, čustva, dušo oziroma celotno zgodbo. Zdaj pa lahko kar napišete, kakorkoli vprašanje, dvom, karkoli, bomo se seveda o tem pogovarjali. Posnetek bo potem tudi na Instagramu oziroma pač vseh omrežjih oziroma YouTube in dobite tisti prijavljeni tudi link. No in to, da
seveda vmes, ko čakam na vprašanje ali pa odgovore, moram povedati, da bodo za ti pogovori ali pa kakšni kratki nasveti se začeli tudi zjutraj. Namreč veliko je bilo tega, zakaj tako pozno, ne? Mi rabimo te nasvete zjutraj, ko začnemo dan. No, ko bom jaz zjutraj v avto, se pravi tam 7 in 8 ali pa včasih prej, se bom javil preko Instagrama in podelil neke določene misli. Ni nujno pa, da bo to vedno v slovenskem jeziku, saj je predvsem zadnje povpraševanja iz različnih držav, tako da bom poskušal v nekem univerzalnem jeziku govoriti ali pa dati več različnih nasvetov. Torej, tisto, kar je bilo pravzaprav najbolj pomembno iz vsega tega, je to, da, tako sem vam v začetku rekel, česar več ne želite v svojem življenju, tega več ne omenjajte. Torej, ne več se pritoževati, ne več omenjati starih stvari, govorimo o preteklih partnerjih, slabih izkušnjah, o svojem otroštvu, o slabih navadah. V tem trenutku je to zaključeno. Tega ni več. Vi ste tukaj in zdaj. Jaz sem leta 1998, to je že skoraj 30 let nazaj, ko sem začel študirati realitetno terapijo, za katero stoji teorija izbire, ne, in pravi, da je vsak sam odgovoren za svoje dejanje. In nam je takrat Leon Loik, tak nas je nekako treniral in učil, rekel, on je rabil 10 let, da to začel živeti. Da ga ni več preteklost zanimala. Evo, jaz sem rabil skoraj 3x več, torej 28 let, da me preteklost več ne zanima. In to je pravzaprav pomembno. Seveda mi ne moremo v preteklosti kar zdaj spustiti, tak konec je, pa pozabimo, ker ravno vidim eno od vprašanj, kako spustiti slabe navade oziroma te stare stvari. Enostavno, oziroma ni enostavno. Povedati je enostavno, ne? Ampak pot je pa garanje. S tem, ko mi začnemo opazovati, kaj je nam všeč, kako mi uživamo v določenih stvareh, torej gre za raziskovanje samega sebe. Katera hrana mi je všeč, na kak način jo pripravljati, kateri šport, katere fizične aktivnosti so mi všeč, katere intelektualne storitve so mi všeč, oziroma kako pravzaprav sam sebe nekako nadgraditi, potem kaj je tisto, kaj meni povzroča notranji mir, ne? In vse to je pravzaprav neke vrste zabava. Mi se moramo v življenju zabavati. In bolj, ko se bomo zabavali v odkrivanju samega sebe, bolj bomo mi v sedanjosti. In preteklost bo sama po sebi začela postajati naša preteklost. Dejansko bo naša preteklost več ne bo naša sedanjost, namreč mi v večini živimo v preteklosti. Preteklost je naša sedanjost. Vprašanje je, ali je potrebno razčistiti pretekle odnose, preden jih pustimo za sabo. Ne moremo. Mi se lahko s kakšno osebo iz preteklosti dobimo ali večini in z njimi debatiramo, ali pa probamo razčistiti. Ampak je vprašanje, ali je ta oseba isto razumela ali ne. Mogoče bo nam lažje, ne? Ampak mi bomo na nek način njeno energijo na sebe prenesli. Ne, mi moramo pravzaprav to razčistiti sami sabo. Ne ponovno vključevati starih oseb v naše novo življenje. Ampak to enostavno naredite na ta način, da samo se ukvarjate s tem, kaj je vam všeč, v čem uživate. Ampak ne uživati samo v eni stvari. Jaz sem 25 let užival samo v razvijanju dinamičnega modela. In to so mi v teh dneh v bistvu poskušali ukrasti ne fizično, ampak učrniti, umazati. In je dejansko sem pravočasno stopil na to pot
samega sebe, raziskovanja samega sebe, oziroma še ostale tri stebre jih nekako začel podpirati, da se je to dovolj postalo močno in sem ostal torej zvest samemu sebi, mentalno bil čisto miren, seveda vse okolje pa letelo in padalo, kot je pač bilo zaznati. Seveda več o tem, kar se pravzaprav je dogajalo, pa kaj dejansko stoji za tem, bom govoril čez nekaj časa, ko bo se to malo umaknilo, ko bo tudi vsa dejstva znana, ko se bodo posamezniki pač mogli tudi soočiti z njihovo realnostjo, ker to, kar je zdaj moja realnost, bo čez nekaj časa realnost nekoga drugega. Jaz pa v bistvu ostajam v tej zgodbi relativno miren, dejansko zvest samemu sebi, samo zaradi tega, ker sem bil fokusiran točno v to, kar sem najboljše znal, torej bil fokusiran v neko pot, ki sem jo gradil toliko in toliko let. In seveda nič od tega, kar so mi učitelji, ni padlo, vse je ostalo in bo sedaj samo še rasti. Torej, če naredim povzetek, pol ure smo bili skupaj in tudi nekako počasi zaključim, ne? Aha, še eno vprašanje, pardon? Ja, zdravljeno. Nekaj bi dodala. Ja. Jaz bi samo rada povedala, da par stvari, no. Kar se tiče vas, sem lahko sam vam hvaležna, da sva se, koliko zdaj, že 5-6 let nazaj spoznala in da ste mi takrat dal neke napotke oziroma uvid, kako bi recimo jaz, ker sem tudi imela bolečo preteklost in vse to, kako bi lahko iz tega naredila, dajmo reči, uspešno kariero in pač svojo bolečino pretvorila v svoj lastni uspeh. Tako da sem lahko vam hvaležna, da zdaj sem že toliko prišla do točke, da odpiram svojo firmo sama v tujini in sem vam res hvaležna za to. Tako da res vi ste nek del mojega uspeha in ste lahko ponosen na to. Druga stvar bi želela omeniti, da pač vi ste tako dober človek in dobra oseba in verjamem, da imate veliko znanja, ki ste ga pridobivali čez dolga leta in kar se to dogaja po novicah in vse povsod, se tudi ne rabite nobenemu, dajmo reči tako laično rečeno, nobenemu se ne rabite opravičevati oziroma dokazovati, ker to je to, kar vas veseli, to je to, v čemu vi uživate, to je vaše poslanstvo in dejansko morate, ostati zvest samemu sebi in to samo dati čez ramo in se ne ozirati na kakršnekoli komentarje. Zato, ker, dajmo reči tako, ker jaz sem tudi recimo izkusila to, da sem šla v tujino živeti in se pravičujem za moj glas. Torej, šla sem v tujino živeti in v Sloveniji smo itak navajeni, ne, tako, da čim je kdo uspešen, pa malo pokaže kaj. Saj veste, kako rečejo, za dobrim konjem se vedno prah dviga. V Sloveniji smo pa itak tako navajeni, da čim nekdo uspe nekje v tujini ali kjerkoli na mednarodnem področju, je vedno nekaj treba se upikati, tako da ker drugi ljudje nimajo drugega dela. Zadnja stvar pa bi želela tudi pomagati udeležencem, ki so vprašali vprašanje, kako pustiti preteklost za seboj. Jaz sem se tudi dolga leta s tem ukvarjala. In dejansko, kako pustiti preteklost za seboj, je tako, da mogoče tudi spremeniš pogled na preteklost. Se pravi, preteklost je boleča in odnosi in travme in karkoli se je dogajalo, ampak na nas je, kako bomo mi to vzeli v svoje roke in dejansko iz teh limon naredili limonado, tako kot sem že zadnjič omenila na prejšnjem webinarju. In jaz sem tudi to naredila v svojem življenju, dejansko sem iz vseh teh bolečih in traumatičnih dogodkov in bolečega otroštva sem svojo bolečino spremenila v moč in uspeh in to je tisto, kar me žanje naprej. In tudi na nek način vsakodnevno si ustvarjam lepšo prihodnost, se pravi, vsakodnevno pišem dnevnik, kamor si napišem stvari, kakšno prihodnost bi še želela. Se pravi, napišem novo zgodbo
kakor da že živim življenje, kakršno si želim ustvariti. In to je to, no? Tako da bi vam res se rada zelo zahvalila za ta webinar, za vso znanje, ki nam predajate in vas spodbujam na tej poti, da ostanete zvesti samemu sebi in se ne ozirate na to, kar se dogaja, ker enkrat, dvakrat, mislim, to bo itak pozabljeno čez par dni, ampak ne se zaradi tega spreminjati in še naprej delajte to, kar vas veseli in to je vaša strast in vaše poslanstvo. Najlepša hvala za te spodbudne stvari, ampak seveda nisem danes se javil zaradi tega, ker bi se komorkoli želel upravičevati, ampak hotel sem pravzaprav na lastnem primeru pokazati, kako pravzaprav deluje ta Sirius Personal Transformation, torej metoda, po kateri pravzaprav sam živim. In seveda, kar je bilo najbolj pomembno, sem hotel pokazati, kje so pozitivne in negativne strani. Torej, res sem seveda razvijal in predajal znanje in seveda pač to potrjeval na različnih stopnjah, ampak slabost je pa bila to, da ko sem razvijal svojo kariero, svoje znanje, svoje poslanstvo, sem pa v osnovi pozabljal na ostale stvari, torej privatno življenje, zabava, šport, spravi skrbeti za svoje telo. Ni življenje samo posel. V vsem tej zgodbi pravzaprav govorim, da je posel nekaj najslabšega v tem našem življenju, ker je to pravzaprav sam odraz neke vrste je smetišče. Naši psihološki smeti so si pravzaprav z poslom in podjetji in vsem tem napredovanjem ustvarjale to življenje zunaj, ki ga lahko dobesedno imenujem smetišče. Življenje je tisto, kar mi dejansko počnemo, torej živimo. Živimo tako, da vsak trenutek čutimo. In seveda, če hočemo čutiti vsak trenutek, pomeni, da moramo mi živeti tukaj in zdaj. Tukaj in zdaj pa pomeni samo to, da jaz se v vsakem trenutku ukvarjam s tem, kar je meni všeč. Seveda bo zato mogoče slišati bilo egoistično. Ampak ni egoizem, zdrav egoizem, ne? Če govorimo, imamo pozitivni in negativni ego. Pozitivni ego je tisti, ki poskrbi za to, da imamo mi vsega dovolj. Dovolj na vseh področjih. Ne govorim o višku, ampak dovolj, kar rabimo za preživetje in življenje. Vse, kar pa mi želimo kopičiti od materialnih, energetskih in podobnih stvari, se pravi, ko na nek način krademo stvari, to je pa tisti negativni ego. In ta negativni ego so pa v osnovi te psihološke smeti, ki rabijo to hrano, da one preživijo. In seveda s tem, ko se pa mi ukvarjamo, kaj je nam všeč, se pravi, da mi pravzaprav več čas raziskujemo, se zabavamo, pa pomeni, da mi shranimo ta naš potencial, ga dvignemo na višji nivo in na ta način čistimo in odstranjujemo psihološke smeti. To je pravzaprav pomembno. No in seveda, ker je bilo zdaj vprašanje in tema danes, je to vzpostavitev oziroma priprave na 2026, je pomembno to, da vi, ko delate analizo za nazaj, pogledate, kaj je bilo tisto, kar je bilo vam všeč, pa kaj je bilo tisto, kar vam ni bilo všeč. In na ta način vi začnete v bistvu stvari čistiti, in tako se v bistvu že naslednjo leto naredite veliko, veliko bolj čisto in odprto za vse nove stvari. Zato, dragi poslušalci, bralci, zdaj bom dejal, vam dejansko svetujem, začnite na vsakem koraku se ukvarjati, ali kar ste čutili, doživeli, srečali določeno osebo, ali to paše k vašemu pravemu jazu ali ne. In to ste pravi vi. Vi se morate začeti pogovarjati sami s sabo, sami sebe razumeti in postati sami sebi najboljši prijatelj. V prvi fazi pa nehajte oziroma iz svojega pogovora, načina življenja oziroma
komunikacije izločite vse tisto, česar več ne želite v svojem življenju. Kajti s tem, ko mi ponavljamo zgodovino oziroma stare stvari, mi pravzaprav kličemo nazaj to, kar je bilo slabega ali pa negativnega v našem življenju. Tako da najlepša hvala za to poslušanje in se vidimo spet kmalu na vseh različnih omrežjih oziroma tisti, ki ste zjutraj aktivni ali pa boste potem spremljali me čez dan, boste toliko prej me slišali in videli. Hvala in lep večer.